Predstavljam vam bibliofilsko izdajo Prešernove Zdravljice, ki so jo natisnili ob 100-letnici njenega nastanka in jo hranimo v posebni knjižnični zbirki tiskov II. Svetovne vojne. Po naročilu Pokrajinskega odbora Osvobodilne fronte za Gorenjsko so jo natisnili v tiskarni Trilov v Davči in sicer decembra 1944. Odlikujeta jo izjemna slovstvena in likovna vrednost ter tehnična dovršenost. Literarni zgodovinar, prešernoslovec Boris Paternu jo je označil kar za mali čudež v zgodovini slovenske knjižne kulture, kakršnega verjetno ni dalo nobeno drugo odporniško gibanje okupirane Evrope. Natisnili so jo v 1500 izvodih. Za vseh 8 kitic posebej so na tenak, prosojen papir, če si pogledamo, natisnili stihe v rdeči in črni barvi. Ob njih pa so ročno pozlatili vinjete, ki jih je izdelal kipar Marjan Šorli Vihar. Pod prosojne liste so vložili celostranske vinoreze slikarja Janeza Vidica. Ob prelomu leta sredi vojne vihre so tako ustvarili umetniško voščilo, ki na potrtih prsih upbudi. Prešernova pesem govori o večnih temah človeštva, o sreči, prijateljstvu, dobroti, spodbuja k narodoljubju in obenem govori o strpnosti, sožitju, mirnem sobivanju narodov, vseh narodov. Med II. Svetovno vojno, ko so svet skušale zavojevati sile na diametralno nasprotnih vrednot, je Zdravljica lahko postala pesem upora in zatiranih. Partizanska interpretacija Prešernove pesmi se je pravzaprav v veliki meri osredotočila, navezala prav na prevratniški udarni značaj Prešernove pesmi, ki je na uglajen, a odločen način z obojenim motom francoske revolucije, svoboda, enakost, bratstvo, izrekla kritiko absolutizmu. Vrednote, ki jih je Prešeren povzdignil v duhu humanističnega svetovljanstva, so se prelile v vrednote narodno-osvobodilnega boja. V budnico narodne zavesti in zavednosti ter vere v boljši, bolj pravičen nov svet. V vodilo, ki je v svojem jedru nosilo upanje in utopijo in je bilo kot tako umeščeno v program narodnega in revolucionarnega boja. S peterokrako zvezdo, z lipovim listom in drugo likovno, s puškami naprimer, in drugo likovno motiviko so pozivali k boju za obstoj naroda. Z umetniško sugestijo so skušali širiti omenjene ideje in ideale ter vlili pesmi nov pomen. Prešernova Zdravljica se pravzaprav izmika vsakršni dokončni interpretaciji, ideologizaciji. Presega čas, v katerem je nastala. Drži si je nekaj večnostnega. Prav zaradi tega je lahko Slovence nagovarjala v različnih obdobjih. Najmočneje pa prav v prelomnih trenutkih. Ob pomladi narodov, med II. Svetovno vojno in ob osamosvojitvenih procesih. Postala je simbol slovenstva. 6. kitica je bila razglašena za republiško
in kasneje državno himno. Naj zaključim to predstavitev z vprašanjem. Ji znamo prisluhniti ne le v burnih, ampak tudi v mirnih časih.